Darja Turk ostaja celjska podžupanja. Prisegli so novi svetniki občine Polzela. Na 8 bučnicah zaradi poletnih vremenskih razmer primanjkovalo buč. Elektro Celje Energija, novi generalni pokrovitelj celjskih košarkarjev. Lepo pozdravljeni. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot je Darjo Turk ponovno imenoval za podžupanjo mestne občine Celje za naslednje 4-letno obdobje. Turkova, ki je bila na listi Slovenske ljudske stranke na lokalnih volitvah 5. oktobra izvoljena v mestni svet mestne občine Celje, je to funkcijo od 7. maja 2012 opravljala že v prejšnjem mandatu. Turkova bo še naprej funkcijo podžupanje opravljala nepoklicno. V prejšnjem mandatu je celjski župan poleg podžupanje imenoval tudi 3 pooblaščence župana. Ali bo temu tako tudi v novem mandatu, naj bi bilo znano v prihodnjem tednu. Sinoči so se na prvi seji v novem sestavu sestali svetniki občine Polzela. V 13-članskem občinskem sestavu je najmočnejša Slovenska demokratska stranka s 5 svetniki, 4 ima nestrankarska lista za enakomeren razvoj občine. Novi stari župan Jože Kužnik tudi v naslednjem mandatu pričakuje dobro sodelovanje z občinskim svetom. Najprej naj povem to, da je pravzaprav neko nepisano pravilo, da je mesto podžupana, ki je potem nekako neformalno v koaliciji, torej njegova svetniška skupina, predvideno za drugo največjo po številu glasov stranko. Ne glede na to lahko rečem, da sem z novoizvoljenim svetom, torej s sestavo novoizvoljenega občinskega sveta zelo zadovoljen. Pravzaprav lahko povem pa tudi to, da tako kot sem na začetku svojega županovanja povedal, da želim biti župan vseh občanov, to ponavljam tudi danes in prepričan sem, da se bomo znali z vsemi, ampak prav z vsemi svetniki pogovarjati, povezovati, delati v dobro in v korist občine Polzela. Na prvi redni seji se bodo polzelski občinski svetniki sestali v mesecu novembru. Prioriteta bo sprejem proračuna za prihodnje leto. No, gotovo je občinski proračun za leto 2015, ki še seveda ni sprejet, ena od prioritet, ki jo bo novo formirani občinski svet obravnaval. Pa tudi imamo še nekaj drugih pomembnejših stvari, ki nas čakajo že takoj v mesecu novembru na redni seji, ampak o tem pa mogoče več prihodnjič. Po oceni župana bo sprejem realnega, uravnoteženega proračuna zelo zahtevna in težka naloga. Po mojem mnenju celo doslej najtežje, kajti vemo, da je prihodkovna stran vedno manjša, prihodki se manjšajo pravzaprav na vseh segmentih, odhodkov pa je lahko vedno več. In najti neko uravnilovko, torej nek uravnotežen proračun je zagotovo v teh časih zelo težko, ampak prepričan sem, da bomo oblikovali tak predlog, da bo sprejemljiv za vse in prepričan sem tudi, da bomo z veliko večino proračun za leto 2015 potrdili. V letošnjem letu je proračun občine Polzela težak 6 milijonov in 346 tisoč evrov. Ljudska univerza Šentjur je v sodelovanju s šentjurskim lokalnim časopisom Šentjurčan prejšnji konec tedna pripravila že 8. tradicionalno prireditev Bučnice. Letos je na njej sodelovalo več kot 30 društev in posameznikov iz celotne celjske regije. Poletne vremenske razmere letos bučam niso bile naklonjene, kar se je poznalo tudi na sobotni prireditvi. V prejšnjih letih so izbirali najtežjo in najdaljšo bučo. Letos to zaradi pomanjkanja buč ni bilo mogoče. So pa zato že drugo leto zapored pripravili tekmovanje v kuhanju bučne juhe, kjer je zmagala ekipa Štajerskega vala. Jaz moram reči, da sem zelo ponosna na ekipo Štajerskega vala, ki se je prvič prijavila na tekmovanje v kuhanju bučne juhice in tudi odnesla lepo nagrado. Vesela sem, dobro nam je uspelo, predvsem pa smo se imenitno zabavali. V sodelovanju s cvetličarno Valner je Šentjurčan tudi letos izpeljal akcijo Najlepše rože. Na sobotni prireditvi so podelili priznanja najboljšim. Med njimi so bili tudi stanovalci bloka v Gorici pri Slivnici. Kot novi lastniki oziroma novi stanovalci bloka, to je bilo 89. leta prejšnjega stoletja, smo se odločili, da pač uredimo okolico
kjer bomo živeli kot ena velika družina. In tako je iz leta v leta raslo. Na vse zadnje pa, kot vidite, tudi prišla ta odločitev, da bi pač malo sodelovali v tem ocenjevanju in smo se odločili, pa dobili tole priznanje. S prireditvijo so bili na koncu zadovoljni organizatorji in obiskovalci. Vsako leto se mi zdi, da je še boljše, samo buče smo pogrešali letos. Niso zrasle verjetno, ne? Drugače pa, ne vem, lepo. Ja, malo sem kupila domačih specialitet, malo sem poskušala dobrote, malo sem bučno juho probala, to zmagovalno, ja. Bila je zelo dobra. Prireditev je zelo lepo uspela, veseli smo, da imamo sonce. Res pa je, da je letošnje leto bilo nekoliko neprimerno za vzgojo buč. Namreč obilica dežja je povzročila tudi to, da, kot sem govorila z eno izmed gospe, ki so želele predstaviti svoje buče, dež ni bil krivec samo za gnilobo buč, ampak tudi zato, da so nekatere buče kar dobesedno odplavale po Šentjurskem. Sicer je pa prireditev krasna. Predstavili so se citrarji Citrarskega orkestra Jasmine Levičar. Ves čas nas spremlja glasba, za najmlajše je poskrbela Nina Pap in obisk je zelo lep. Vsa turistična društva v našem okolju so na nek način prispevala, še posebej lahko pohvalim društvo Izviri Dobrina s svojimi predicami. Poseben pečat pa je zagotovo pustila delegacija iz Kikinde. Prinesli so poleg promocijskega materiala in zanimivih filmčkov iz njihovega festivala še pito iz njihovih buč, malo degustacije. Namen njihovega obiska pa je predvsem povezovanje in sodelovanje. In kako nameravajo organizatorji prireditev Bučnice nadgrajevati v prihodnjih letih? Vizija prireditve je, da se razširi iz tega območja mestnega trga širše po celotni občini, da bi v času trajanja prireditve bila možnost ogleda turističnih znamenitosti in lepot našega okolja brezplačno za vse obiskovalce, ne samo domačine, tudi tiste, ki pridejo prav s tem namenom danes v Šentjur. Pretekli konec tedna se je začela nova sezona v drugi slovenski moški košarkarski ligi. V njej po preboju iz 3. lige letos tekmujejo tudi celjski košarkarji. Ti so v prvem krogu z 72 proti 85 izgubili na gostovanju pri Triglavu. Celjani v novi sezoni tekmujejo pod imenom Elektro Celje Energija. Tik pred začetkom nove tekmovalne sezone je celjski klub s podjetjem Elektro Celje Energija podpisal enoletno pogodbo. Odločitev je bila zelo enostavna. Ko smo videli nekako ta uspeh in te rezultate kluba, se nam je zdelo prav kot domačemu podjetju, da podpremo to. Zdi se nam pomembno tako sodelovati pri podpori članske ekipe, kot celi selekciji, ki jih ima košarkarski klub Celje. Zato smo z veseljem pristopili, ker želimo, da imajo tako mladi kot malce starejši tukaj najdejo svoj klub, treninge in da lahko v svojem domačem kraju tako dobro trenirajo, kot da imajo neko prihodnost v košarki. Vsekakor se vidimo tukaj na dolgi rok, zaenkrat podpisujemo za 1 leto, ampak verjamemo, da smo dolgoročni partner v svojem domačem kraju. Gre pa za med 1000 in 2000 evri mesečno. Zdelo se nam je pomembno, da smo vsak mesec zraven in nekako pomagamo, da ima klub nekako stabilno zagotovljena finančna sredstva. Vsekakor smo zadovoljni, prav tako se zahvaljujemo Elektro Celje Energiji, ki ima razumevanje za šport v mestu Celje. Tukaj bi želel predvsem poudariti, da ne gre samo za člansko ekipo, da gre za celoten pogon od vrtca preko prvih in drugih razredov osnovne šole naprej preko starejših pionirjev, kadetov, mladincev in upamo, da bodo naši oziroma celjski otroci imeli dobre možnosti treniranja, najboljši pa se lahko bodo poskusili v drugi ligi. Cilj v drugi ligi kluba je ostati v njej in upamo, da se bomo s pomočjo Elektro Celje Energije to lahko tudi zagotovili. Tudi v novi sezoni košarkarjem dirigira Igor Pučko, ki ima na voljo precej spremenjeno zasedbo, ki je tekmovala v pretekli sezoni in s prvim mestom zagotovila igranje v višjem rangu. Mi smo se
v primerjavi z lanskim letom odločili, da še naprej pokrivamo člansko ekipo z domačimi tukaj vzgojenimi igralci in dodajamo v ekipi tiste igralce, ki so iz domačega oziroma vsaj bližnjega okolja. Res pa je, da je z odhodom sponzora, ki nas je zapustil lanske sezone, Luxorison, smo uvodoma izgubili pogajalsko izhodišče, v katerem bi lahko najbrž pričakovali, da bi nosilci lanskega sezone, ki so pripomogli k temu, da se je celjska košarka moška ponovno vrstila v drugi kakovostni razred, se pravi obnovili sodelovanje in bi seveda na ta način si omogočili, da bi drugoligaško srednjo začeli z ekipo, kot smo jo končali z lanskim sezono. Tako se je pa zgodilo, da je skoraj celotna prva petorka odšla in prišli smo v situacijo, ko moramo ukrepati in seveda pripeljali smo igralce, ki so bili v tistem momentu dosegljivi na našem tržišču, glede na to, da v tistem obdobju tudi nismo imeli sponzora, ki se nam je priključil pred kratkim. Še vedno je čas, da se okrepimo, res pa je, da uvodoma bomo začeli z ekipo, ki je tukaj. Srečali smo se z nekaj težavami, kajti imamo kar nekaj poškodb, ki so atipične, bomo rekel, ki so se zgodile tudi izven igrišča in v tej fazi smo kar v težavah. Ekipa je ostala v večini takšna, kot je bila lansko leto. Lansko leto so si fantje zaslužili praktično samo z 2 porazoma prehod v novo sezono, v višjo ligo, v drugo ligo. Mislim, da je prav, da se da igralcem, ki so to dosegli, tudi priložnost, da se izkažejo v drugi ligi. Drugoligaška druščina pa je sicer izjemno kakovostna. Boj za preživetje bo neizprosen. Ker je sprememba tekmovanja tudi v drugoligaškem sistemu in je od 12 ekip izpadeta direktno v tretjo ligo 2, plus 2 še igrata kvalifikacije za obstanek, bo drugoligaško tekmovanje letos za nas, bomo rekel, dovolj močno, da se bomo verjetno morali kar fejs potruditi, da bomo lahko obstali. Celjski košarkarji se bodo v sobotnem drugem krogu lige pomerili z ljubljanskimi Parklji. Tekma bo v dvorani Gimnazije Celje Center. Padavine bodo zvečer in ponoči oslabele in se umaknile nad vzhodno Slovenijo. Jutri bo pretežno oblačno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija. V soboto bo suho vreme. Na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, bo sončno. Drugod bo oblačno, popoldne se bo oblačnost počasi trgala. V nedeljo bo povsod posijalo sonce. In le še nekaj dni nas loči do sonca. Nasvidenje. Thank you.